predstavljati znanstveni svetnik, zgodovina, drugače pa seveda specialist za obdobje, ki nam ga bo zdaj v luči univerzitetne zgodovine. Hvala lepa za predstavitev in pa seveda organizatorjem tudi za povabilo. Za začetek bi seveda, sem zelo hvaležen profesorju Božotu Repetu, ki je tudi govoril o univerziji v času druge svetovne vojne, vendar o vidikih, ki jih jaz ne bom izpostavljal, tako da je to toliko bolje, da bomo še bolj celovito imeli predstavljeno dobo okupacije univerzo. Jaz se bom v svojem prispevku osredotočil predvsem na univerzo kot ustanovo in pa seveda, kako je delovala, predvsem v odnosu do oblasti, to se pravi okupacijskih oblasti in kakšno funkcijo imela in kakšen je bil njen položaj v tem času. 3. maja 1941 so na slovenskem ozemlju, ki ga je aprila zasedla italijanska vojska, fašistične oblasti ustanovile Ljubljansko pokrajino ter jo priključile Kraljevini Italiji. Pokrajini je bila s statutom sicer zagotovljena narodna in kulturna avtonomija, a so se novi oblastniki odločno zavzeli za čim hitrejše vraščanje dežele v italijanski fašistični sistem. Dolgoročno pa je bila že od vsega začetka predvidena asimilacija slovenskega prebivalstva v ljubljanski pokrajini. Za uresničitev teh ciljev so italijanske oblasti predvidele daljše obdobje in temu ustrezno prilagodile svojo politiko, ki je temeljila na političnem, kulturnem in gospodarskem zbliževanju pokrajine z italijansko državo, kar naj bi postopoma privedlo do duhovnega zbližanja in fašizacije domačega prebivalstva. Predvidena je bila sicer obojestranska izmenjava kulturnih in drugih dobrin, a z jasno domnevo, da se bo italijanska na 2000-letni rimski tradiciji temelječa kultura podredila slovensko in da se bodo Slovenci s časoma zlili z njo in fašističnim duhom. Zato se je tega koncepta, ki je bil med Slovenci na Primorskem znan že od časa Prve svetovne vojne naprej in je temeljil na domnevni seveda več vrednosti italijanske kulture in tradicije, oprijelo ime kulturonosna politika. Hkrati so italijanske oblasti tudi vse ustanove takoj začele vključevati v italijanski sistem, ter jih v skladu s korporativistično zasnovo italijanske fašistične družbe sklenile preoblikovati in podrediti ustreznim italijanskim organizacijam. V okviru takšnega koncepta je bilo univerzi namenjeno pomembno mesto za uresničenje te politike, zato so si novi oblastniki že kmalu skušali zagotoviti vpliv na njej. Sprva so si hoteli pridobiti zaupanje v univerzitetnem okolju z gmotno podporo. Tako je italijanska vlada namenila univerzi v leti 1941 del od 600.000 lir odmerjenih vsem kulturnim ustanovam v Ljubljani. Poleg tega je italijanska vlada namenila slovenskim študentom 100 štipendij po 4.000 lir za študij na italijanskih univerzah. Naslednji koraki oblasti pa so bili že manj priljubljeni. Italijanske oblasti tako niso dovolile razširiti njene dejavnosti, to je podaljšanje študija medicine z 2 na 4 leta, temveč so sklenile slovenske študente medicine napotiti na daljni študij v Italijo, zlasti v Padovo. Konec oktobra 1941 so razpustile vsa dotedanja univerzitetna študentska društva ter ustanovile Organizazione Universitaria di Ljubljana, OUL. Na univerzo so prišli tudi italijanski profesori in lektori. Spomladi 1942 je fašistična stranka pri prosvetnem ministru Giuseppu Bottaju izposlovala možnost, da na Ljubljanski univerzi lahko obiskujejo predavanja in upravljajo izpite tudi člani GUF, to se pravi Gioventù Universitaria Fascista, ki so služili v italijanskih oboroženih silah v Ljubljanski pokrajini. Kljub vztrajnemu širjenju italijanskega vpliva na univerzi, oblasti ob koncu šolskega leta niso bile zadovoljne z doseženjem. Zato so sklenili, da v šolskem letu 1942-43 odprejo nekaj italijanskih fakultet. Na univerzi naj bi ustanovili jedra italijanskih študentov, ki bi zrili na vpliv slovenskih študentov. Vendar načrtov niso uspeli uresničiti, ker za njihovo izvedbo ni bilo več dosti časa. Vojaške oblasti
ki so bile v Avstrini do domačega prebivalstva vedno korak pred civilnimi, so prve prišle do sklepa, da začetna politika kulturnega in gospodarskega zbliževanja ni obrodila zaželenih sadov. V spomenici vojaških oblasti v Ljubljanski pokrajini konec novembra 1941 je bilo zapisano, navajeno: preslepil nas je lažni lesk viševnike, kar naj bi bilo svojstvena značilnost tega prebivalstva, in prepustili smo se udobni utvari, da bo tak moralen in kulturni napredek samo od sebe deloval v našo korist, kar da bo, brez truda z naše strani in že zaradi privlačnosti dveh civilizacij, naše njihove, pripeljalo do družbeno-političnega amalgama te zanemarljive manjšine z veliko italijansko skupnostjo. Konec navedbe. Polom začetne usmeritve je moral priznati tudi Mussolini ob svojem obisku v Gorici julija 1942, ko je med drugim dejal, navajam: vprašujemo se, če je bila naša politika modra. Lahko samo rečemo, da je bila naivna. Konec navedbe. Obenem je dokončno potrdil njene nove temelje z besedami, navajam: mislim, da je bolje prejiti iz blagega načina na hudega, kakor pa biti prisilen na nasprotno. Ta drugi primer bi oslabil naš ugled. Ne bojim se besed. Treba je končati z izrabljeno krilatico o sentimentalnosti Italijanov, nesposobnih, da bi bili trdni, ko je to potrebno. Prekiniti treba s tem izločinom čezmerne prijaznosti in divine. Konec navedbe. Seveda za vseh razsežnosti, ki jih ta stavek, ki ga je izrekel Mussolini v slovenskem prostoru, kaj je pomenilo, se ne bomo ustavljali, ampak se bomo pač na temo današnjo ustavili. Namreč, s tem se je spremenil tudi okupatorjev odnos do slovenske kulture in znanosti in do vseh, seveda s tem tudi do kulturnih in znanstvenih ustanov nacionalnega pomena. Sprav prostovoljno iz skupnih temeljev izhajajoče zbliževanje so zamenjale odkrite in nasilne asimilacijske težnje. Tem pa je bila slovenska kultura in znanost na poto, zato je bilo potrebno čim bolj omejiti, ter je dopuščiti le toliko, koliko bi lahko služila, to je citat, koristnih kolaboracij. Bila naj bi le še koristen pripomoček za čim hitrejšo asimilacijo slovenskega prebivalstva. Seveda s tem se je spremenil tudi odnos do kulturnih in znanstvenih ustanov, zlasti seveda do univerze. Sicer je že na 4. seji Sosveta, to je bilo 9. augusta 1941, visoki komisar Emilio Grazioli opozoril na posebno gibanje, ki se pojavilo med izobraženstvom po 22. juniju 1941 in zagrozil za zaprtjem univerze, če se razmere na njej ne bodo izboljšale. Univerzo so italijanske oblasti vse bolj imele za središče in dušo celotnega protitalijanskega gibanja. General Lorenzo Montagna je zapisal, navajam: center in motivna glava organizacije je Ljubljanska univerza. Konec navedbe. Cela organizacija mislno Osvobodilna fronta oziroma partizansko gibanje. Na različne načine so imenovali opis na njo, prepoved opisa za vse tiste, ki se niso rodili v pokrajini. To vemo, da je bil velik problem, ker je bilo precej beguncev iz nemškega okupacijskega ozemlja. Potem za zvišanje odpisnih taks veliko študentov je bilo tudi interniranih. Tako da bi dosegli, navajam, da bo univerza lahko životarila, dokler se vprašanje dokončno ne reši z doseženo zmago, ko se bo mogla odločiti, kakšno italijansko funkcijo bo lahko upravljala na Balkanu. Konec navedbe. Obenem so se odločile univerzi ukiniti avtonomijo z ustanovitvijo inšpektorata za univerzitetni študij, kjer je imel inšpektor dejansko de facto vlogo rektorja univerze. Poleg pogostih groženj zaprtem univerze je jasno, da okupacija ni bila ravno čas, ki bi bil tej ustanovi posebej naklonjen. Vse skozi je bilo treba prilagajati učne programe trenutnim političnim zahtevam, to govorim za celotno dobo okupacije, a so po drugi strani izpiti, rigorozi in promocije vendarle potekale tudi v tem času. Tako je bilo med okupacijo obranih tudi 58 doktorskih disertacij. Tudi delo po inštitutih, laboratorijih, seminarjih in bibliotekah se je še naprej upravljalo, vendar iz različnih razlogov, to je od hladnih prostorov, sedje prostorov z vojaške strani vojaških organizacij, pomankanje docentov, asistentov, študentov itd. V močno omenjenem obsegu. Sicer pa prvotni koncept italijanske politike je temeljil na pritegnitvi domačega prebivalstva k sodelovanju. V tem smislu je predvsem ravnal pretežni del slovenske predvojne politične elite, ki je v napadu sil na Jugoslavijo in aprila 1941
sklenili svoj nadaljnji obstoj povezati z usodo sil osi, ki so skušali z vojno proti zaveznikom doseči svetovno prevlado in ustvariti totalitarni in rasistični novi red. Ker s pobudo za ustanovitev slovenske države, ki naj bi pristopila k Trojnemu paktu, niso uspeli, so se morali zadovoljiti s povsem obrobnim položajem in le simbolično vlogo članstvo v fašistični pokrajinski konzulti, ki je imela le posvetovalni značaj, kjer so s potrjevanjem odločitev pokrajinskih fašističnih oblasti zgolj izkazovali svojo lojalnost do italijanske države in fašističnega režima. V skladu s takšno odločitvijo so predvojni nosilci oblasti sprejeli aneksijo ljubljanske pokrajine v Kraljevini Italiji, kar je pomenilo njihov pristanek na debelacijo Jugoslavije, to je nepriznavanje njene državne kontinuitete in pristanek na njeno razkosanje. Ponovitev aneksije pomenila, kot je to duhovito poudaril Janko Pleteski, tudi, citiram, priznanje tuje oblasti kot domače, konec navedbe. Na tej podlagi predvojni strankarski voditelji sveda nastalih razmer po agresiji sil osi na Jugoslavijo niso mogli obravnavati kot okupacijo. Takšno ravnanje je bilo razumljivo v popolnem nasprotju stališčem vlad zavezniških držav, vključno z jugoslovansko begunsko vlado. Za zaveznike je bilo tako stališče nasprotju z mednarodnim pravom in je zato predstavljalo popolnoma nedopustno ravnanje, ki ga niso priznavali kot zakonitega. Tudi z vidika predvojne jugoslovanske zakonodaje je bilo mogoče tako ravnanje obravnavati kot zelo hudo kršitev. Potrditev legitimiranja razkosanja slovenskega ozemlja kot dokončne rešitve je bila z vidika slovenskih nacionalnih interesov strani sodobnikov opredeljena kot največja katastrofa za slovenski narod. V prvih mesecih je delovanja univerzitetnega vodstva, pa seveda tudi ostalih kulturnih in znanstvenih ustanov v pretežni meri sicer sledilo opisanemu ravnanju predvojnih nosilcev politične oblasti, a je že zelo kmalu prišlo do odločnega odmika od politične usmeritve, ki so ji dajali ton strankarski prvaki. Do začetka šolskega leta 1941-1942, torej v času najbolj spolnega ravnanja, je bil rektor dr. Matija Slavič z Teološke fakultete, nato pa celotno dobo okupacije dr. Milko Kos, vsem znani profesor zgodovine z Filozofske fakultete, ki je na vodstvenih položajih kot prorektor sicer ostal tudi še posoditi vse do leta 1948. Vodstvo univerze se je vse skozi izogibalo upletanju univerze v politično življenje. Še posebej očitno je avtonomna drža univerzitetnega vodstva prišla do izraza, ko so se tisti politiki, ki so se spustili v oboroženo kolaboracijo z okupacijskimi oblastmi za zatrtje reformiškega gibanja, poskušali za svojo akcijo pridobiti širšo javno podporo tudi strani predstavnikov znanstvene in kulturne elite. S tem namenom je 12. septembra 1942 na sestanek pri škofu Rožmanu povabljen tudi rektor Milko Kos, ki pa se je opravičil, ker da še premalo pozna razmere, da bi se lahko izjasnil. S tako usmeritvijo je univerzitetno vodstvo nameravalo nadaljevati tudi po kapitulaciji Italije. Toda to se ni ujemalo z načrti novo ustanovljene Rupnikove pokrajinske uprave. Odnos pokrajinske uprave do univerze in nasploh ustanov nacionalnega pomena je kazal mnoge znake prisile, saj so jih le te silili k javnemu opredeljevanju za boj proti partizanstvu, ki so ga enačili s komunizmom. Kakšnih metod so se pri tem posluževali, je na primeru podpisa komunistične spomenice leta 1943 strani univerzitetnega vodstva nazorno opisal Aleš Gabrič v članku Ljubljanska univerza v politični pritiski jeseni 1943, ki je bil objavljen v kroniki leta 2015. Sicer pa vodstvo univerze je bilo poslej prisiljeno sodelovati s pokrajinsko upravo, predvsem pri različnih manifestacijah, ki so imele politični značaj. Sicer pa je julija 1944 univerza prišla izpod nadzorstva šefa pokrajinske uprave v Ljubljanski pokrajini pod neposredno nadzorstvo vrhovnega komisarja operacijskega območja Jadransko primorje Friedricha Reinera, ki ima sedež v Trstu. Ta ga je izvajal preko posebnega pooblaščenca v Ljubljani. Tako pa je ostalo stanje pa vse do konca vojne. Hvala lepa.